Pri meni snima. Pri meni tudi. Lučke izgledajo zelo dobro. Malo rumenega, malo zelenega, pa malo rdečega. To je kul. Samo opozorilo tehnično, da ni backupa. Ja, in? Ja, Zakaj pač- nas more to briga? Ne, se pač, mogoče sem naredil, kako že, note to self. Aljaš, če bo za nič, boš ti kriv, kdo ti je kriv. Ne? Ja, mislim, kako, kaj si Tako si je. pa zamislil zdaj? Se boš pa s šefico pomenil, ki te bo poklicala Ful. na odgovornost. Tako, Ampak- disciplinsko me bo dala. Ja. Ja, sam pravica do odklopa. Pogeš pa na bolniško, pa rečeš, da te maltretiram, ali kaj že. A da izvajam mobbing. mobbing. A personalno Mobbing na mapo delovnem ima, mestu. Aljaš, a personalno mapo ima. No, daj mi to povej, ker se na to ne spoznam. Kaj je to personalna mapa? Ja, to so vse te, a veš, pogodbe, aneksi, aneksi, A ja, to pa. morebitna disciplinska opozorila, pohvale, verjetno tudi. No. In tako naprej, no, to, kar je pač gre, ne, opozorila pred odpovedjo, in tako naprej. Te template si moram zrihtati, ali kaj vse. Pa Nekje. protesti sindikalnega zastopnika, ne, pa vse take reči. To, vse te No, stvari. v glavnem ima, Antiša ima svoj folder. Ok, super. A veš, da se ne zgubi. Ok, no, pojasnilo takoj ob začetku. Zaradi bolezni v ansamblu predstava ne odpade, odpadel pa je žal Andraž. Ki mu želimo čim hitrejše okrevanje. In prenehanje krehanja. Ja, to velika. Vidva sta že fasala to zimo. Kaj? Ne. Šmrkanje, grlo, nič. Ne. Zaupajte nam, kaj jesta, kaj pijeta. Kaj delata, da se vaju virusi in bakterije ne primejo? Ne, meni se zdi, jaz res nisem. Mislim, tako zdaj za nazaj, ko grem po spominu, se mi zdi, res nisem bil nič bolan. No, jaz moram potrgati. Tako. Primarno predlagam cepljenje, vsaj proti gripi in covidu, če imate še kaj drugega na voljo, absolutno. Veliko zračati prostore, pa če se da, ne, se izogibite prostorov, kjer so naguženi drugi ljudje, ali pa nosite masko. To zdaj ni več tak problem. To so te nasveti, zdaj cepljenje. Še tisti, ki nas poslušajo, nas bojo nehali zdaj. Ja, no, pač go big or go home, kaj naj ti rečem. To so te pro-science nastopi, a veš. Mislim, ja, dej. Sem mislila, da ima kaj bolj ljudskega. A ja, ti bi čingvršek Recimo. nariban z malo limone, Tako. pa ne vem, mogoče zdrobljeno sračje gnezdo. Ja, Ne vem, ne. Kar nadaljuj. Dober, ali pa dejno, špico pa gremo delati. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če voli vzame. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. LDGD poslušate, ne? Podcast, kjer se trudimo definitivno nikogar ne podcenjevati, ničesar pa imati preveč resno, še posebej ne politike. Vaši gostitelji pa Aljaž Pengov, Bitenc, pengovski.com, Nataša Briški, Metina Lista in tokrat privatnik Antiša Korljan brez Valikon Andraža Zorka. Gospoda Mata, preden navedem teme, kakšne predloge, kakšne postopkovne, je vse ok. Ne, mislim, da pač bomo odprli točko razno, ko bo do tega prišlo, pa Ok. videli, če je še kaj ostalo. Prav, no, naj sam spomnim danes, ko to objavljamo, ker vem, da sta vidva sicer zelo pozorna na te stvari, ampak vseeno, Valentinovo je na dan objave. In smo rekli, da če kdaj, pa je to priložnost, da se lotimo naslednjih tem. Nova poslanska skupina in nova jepkanja, potem glas ljudstva gre na kolo, kot bi rekel Antiša, odzivi slovenske politične elite na proteste v Srbiji in točka ostalo, kjer pa bomo obdelali, in to res, teaser, ostanite do konca, ker je dan zaljubljencev, sem se potrudila in izračunala, mogoče se spomnite tiste igre, igra. Pač, ko smo se v najstniških letih šli seštevanja, kdo se s kom procentualno najbolj ujame.
tisti, ki si ime, priimek, pa pol ta drugega in loves. Pa si štel, koliko je lejev, ojev in tako dalje in si prišel do Kva? procentov. Niste se tega šli? Mislim, da mi smo imeli to mičken drugače, se spomnim tega postopka. Kakšen postopek ste pa imeli? A ni bilo tako, da si dal pač ime priimek, pa si pa pač kjera črka v abecedi in pa si sešteval do pač dvomestnega števila. Ja, sej, črke od loves. Kjer je črka od loves? Ne, mi smo vse črke upoštevali. Ne samo loves, koliko črk pa tako dalje, ampak pač vse. Antiša, kako ste pa vi to delali? A veš, ne vem, ne. To pa res ne vem. Spomin mi seže, da bi hodil z mano, a bi hodila z mano. Ostalo pa tole preračunavanje, pa to je pa že po mojem, mislim, to je... res? Ja, ne vem to. Kaj ti si še marjetke pa trganje tistih belih listkov? Empirija, to pa ne vem, ne, to pa preračunavati, pa številke, pa hi kvadrat, pa to. Ok, ta tvoja, Aljaž, se deluje zelo zapletena, tako 10 minut, da zračunaš za enega. Ta moja je bolj preprosta. No, bomo tvojo uporabljali. Dobro, ampak to pride šele proti koncu. Ker seveda volitve so na obzorju in da ne bomo pol ni vedela, kdo se s kom ujame, ne, pa kdo potencialno lahko sestavlja koalicije. Ampak najprej, ko smo objavili prejšnjo epizodo oziroma med snemanjem, je treščila novica, da je Gibanje Svoboda zapustil en poslanec Novak, kar je pomenilo, in odšel je k Logarju, kar je pomenilo, da je Logar imel 3 poslance, to pa je minimum za ustanovitev poslanske skupine. Zdaj pa, po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora so Logarjevi, njegova trojka, izpolnjevali pogoje za ustanovitev poslanske skupine Demokrati, ker so rekli, so med seboj povezani in imajo skupno politično identiteto. Urška Klakočar Zupančič pa je to blokirala, češ da ne prihajajo vsi iz iste liste, kar je ključen po njenem mnenju poslovniški pogoj. Kaj menimo o tem? Skratka, imamo novo poslansko skupino, poslanska skupina Nepovezani, ne pa poslanska Demokrati. Kakšne misli te obhajajo, Antiša? Ja, jaz imam en komentar, ki povrhu vsega se še rima, pa še kratek je. Birokrati so prevladali nad demokrati. Namreč, zakaj, ne? Zakaj? Ti pa danes Andraža kanaliziraš. Ja, ne, mislim seveda, jaz sploh ne dvomam, da je zadeva po črki predpisa in zakona absolutno 127% diht, ne. Jaz se samo sprašujem, s kakšnim zadovoljstvom, tako bom rekel, s kakšnim zadovoljstvom ta zmaga navdaja tiste, se pravi v prvi vrsti predsednico Državnega zbora. Kot rečeno, jaz mislim, da je to, se ne bo dal nikjer spodbijati, ne, se pa lahko blagohotno nasmehnemo ob misli, a ničesar drugega nimajo v žepu v borbi proti novo nastali oziroma novo nastajajoči politični stranki. Kaj pa ti misliš, Aljaž? Ne strinjam se z Antišo, da bi bila stvar tako zelo dihtna, ker če je Zakonodajno-pravna rekla, da to može, potem jaz bi se kle bolj postavil na stran Zakonodajno-pravne službe, ne? Ker ni glih, da bi oni zdaj iz lufta jemali interpretacije poslovniške, ne? V tem primeru je to bolj navada na strani vsakokratnega predsednika ali predsednice Državnega zbora. Tako da, imamo pa seveda v preteklosti tudi že podobne kontroverze, če se spomnimo, ko je razpadla poslanska skupina LDS in je nastala poslanska skupina Zares, je bila tudi podobna tema v igri in mislim, da so vsaj na začetku takrat postali Zaresovci, so bili tudi nepovezani. In zdaj, v resnici ne, to nikomur ni škodilo ali pomagalo, Zaresovci so bili v javnosti takrat še vedno Zaresovci, tudi poslanska skupina Lipa, ki je nastala z razpadom Slovenske nacionalne stranke, točno, ja. bila
lipa. Ne? Hočem reči, v končni fazi se lahko Urška Klakočar Zupančič postavi na glavo, ampak bojo tisti trije okoli Anžeta Logarja še vedno demokrati, pa tudi če bo na tistem telopu od spodaj na televiziji pisal poslanska skupina Nepovezani. To je pač brez veze. To je dejansko ometanje neprijatelja zato, ker lahko, me pa seveda Tukaj si zanima. se strinjal z mano, kolega. Okay. Ja. Ne, mislim, jaz se ne strinjam se v bistvu s tabo o tem, da je ta stvar pravno čist diht. Ne, ker če ima zakonodajna pravna eno mnenje, pa ukazi drugo, tle mislim, da bi prej rekel, da se ona moti. Toliko slabš za. Ampak, ja, tako. Ne? Ampak, tisto, kar se mene, vprašanje, ki se mene postavlja, je, za koga predsednica državnega zbora tukaj nosi vodo oziroma gre po kostanj v žerjavico. Na del gibe. Jaz bi rekel, da za SDS. Ne? Ker seveda največje jedikovanje in največji gnev tukaj je seveda v nekdanji Logarjevi poslanski skupini. Za GS ne vem, a so res taki užaljenčki, da bojo enega Novaka, ki v lifeu nihče, v 3 letih nihče za njega ni slišal, da ga bodo pogrešili. Tako da, lej, veš, mogoče so pa ad hoc koalicije, se tako nastajajo tudi preko ljudi, oziroma preko jarkov in gledanja čez puškine cevine. Ne vem, če bi se čisto strinjala, Antiša, s tabo, s tisto pesmarico na začetku, birokrati so povozili demokrate, ne? Ker se meni to zdi vse prej kot birokratska poteza, ampak izključno politično. Ja, mislim, prav, ne? Mislim, kaj se ti je zdelo birokratskega? Argumentacija, ki jo je predstavila predsednica državnega zbora, namreč čitanje oziroma citiranje enega člena, mislim, kaj iz poslovnika državnega zbora, kjer ne? To je tisto, kar se meni zdelo birokratsko, ne? Z nekaj, hočem to, kar je tudi Aljaž rekel, no? Zdaj, če mi živimo v prepričanju, da bo ta gesta zdaj komurkoli politično škodovala, se motimo. Še najbolj, po mojem, prav predsednici državnega zbora. Ona je, gledam, kaj je citirala? Poslansko skupino po drugem odstavku 31. člena, njen dodatek, po mojem mnenju, lahko ustanovijo le poslanci, ki so bili izvoljeni iz istoimenske liste. Ampak mi imamo klele pravno zakonodajno službo, ki se že koliko 30 plus let, 8 ur na dan, ukvarja s takimi stvarmi, interpretacijo tega. Tako da, če oni rečejo, da je to diht, ne vem, zakaj bi v to dvomili, to je eno. Pa malo sem šla gledat, ni čisto vseeno, ali so oni poslanska demokrati, ali pa poslanska nepovezani poslanci. Razlika je namreč v pravicah, ki jih imajo, vplivu in tudi nekem financiranju. Zdaj, v vsakem primeru so menda poslanci v slabšem položaju, če so samo nepovezani, manjše imajo pravice pri delitvi parlamentarnih funkcij, pri času za govore in financiranju. Tako da to je po mojem del širše politične bitke. Ne samo SDS in Gibanje Svoboda sta se izjemno ujela pri zaviranju Logarjeve skupine. Tako da, jaz bi na koncu dneva rekla, da A, po volitvah že diši, da B, Logarjevi so kot skupina nepovezanih za razliko od poslanske demokrati v slabšem položaju, zato so to naredili, da se Gibanje Svoboda in SDS Logarje bojita in če, po mojem, če bo znal to skomunicirati, bo to zelo velik plus zanj. Češ, bojijo se me, lejte, kaj delajo. Ker bojijo se pa ga, ne? Drugač bi, zakaj bi to naredili? Ker vejo, da ga omejijo pri času, ko lahko govori, sprašuje predsednika vlade in tako dalje. Pa sej jaz sem v njegovem v njegovem odzivu, ne vem, če je bil prvi, ampak videl sem ga na televiziji, sem videl ta nek, kaj čem reči, blagohotno pokroviteljski nasmešek. No? Tako da on je, mislim, da bo točno v to smer igral. Ne? Antiša,
ti bi tvoja rima, ne, Ja. demokrati, vmes sem haiku sestavil. Ne. No, da slišimo. No, Pač, ne vem, če je čisto po pravilih, mislim, da na koncu en zlog manjka, ne, ampak ime skupine Logar bere poslovnik, pizda jim raz. Dobro je, okej. čak, da še enkrat, kaj je tako dobro. Ime skupine Logar bere poslovnik, pizda jim raz. Ok, ja, no, gospoda, gremo pa lahko na drugo temo, ali bi si želela še kaj parlamentirati okoli tega? Z lahkoto. Pa evo. Hkrati bi pa dodala, ne, ker omenjam, po mojem res že po volitvah počasi diši, se vemo, da kakšno leto traja, da vse to se postopki izteče in podobno, ampak predstavnik iniciative Glas ljudstva, Jaša Jenull, je te dni izjavil, da oziroma so naredili to analizo in jo spremljajo in delo vlade v skoraj 3 letih od volitev, je koalicija, citiram, v celoti izpolnila samo 12 od 122 predvolilnih zavez po njihovem mnenju, kar 15 naj bi jih prekršila in prav danes na Valentinovo, ko objavljamo to epizodo, so napovedali protestni shod s kolesi. Shod bo potekal pod geslom Vsi na kolo za zdravo telo in državo. Evo, nova runda. Evo, nova Ker runda. smo že pri pokvarjenih haikujih. Ne. No, ampak ali zaznavamo zdaj ankete in javnomnenjske raziskave, ali kaj je lepše in bolj diht reči, kažejo na, jaz bi rekla, kar precejšnje nezadovoljstvo z delom vlade, ki je sicer, ko je prevzela oblast, rekla, rabimo 2 mandata, da izpeljemo, kar smo si zadali. Ampak kaj nam pove, če nekdo na čigar krilih tudi so prišli na oblast vsaj s takšno količino, 41 poslancev, zdaj jih je malo manj, 39. Kaj nam to pove? Točno to. Po vajinem mnenju. Točno to sem hotel, Nataša, v odgovor na tvoje vprašanje dati. Jaz mislim, da more to vladajoče, v prvi vrsti Gibanje Svoboda, kar precej skrbeti. Zakaj? Zaradi tega, ker točno tako, kot si rekla, ne, to je ta neka družbena energija, ki je trenutno na oblast tudi pripeljala. To ni prvič, tudi na to velja spomniti, ne? To ni prvič. Mi smo to zaznali že, ko se je skupina okrog Dušana Kebra, Jaše Jenulla in še nekaterih ljudi začela oglašati tudi javno, pa prek medijev in tako naprej, v zvezi z neobstoječo oziroma nepotekajočo zdravstveno reformo oziroma z dogajanjem v zdravstvu, ki je polno enega spotikanja, torej samospotikanja, tako bom rekel, ne, polno enih zastojev in tako naprej, daleč od tega, kar smo pričakovali in kar je bilo s precej vehemence pred volitvami napovedano. To je bilo, se pravi, prvi korak, na katerem, to se mi tudi zdi vredno opozoriti, ne, na katerem smo mi 4 že opozarjali. To je moment, ki si ga oblast in Robert Golob ne želijo in se morajo nad njim zamisliti. Ali so se zamislili, tega ne vem, ampak glede na to, da grejo pa jutri na kolo, se pravi danes, ne, ko je tole predvajano, grejo na kolo, to je pa zdaj dodaten element, ki ga je treba upoštevati, dodaten element poslabšanja vikenda Roberta Goloba, bom tako rekel, ne. In v bistvu jaz imam sam pri sebi se samo še eno stvar sprašujem, ne, ali bo predsednik vlade ali kdo od njegovih emisarjev jutri pred kolesarje tudi prišel. Danes ves čas se opravičujem, popravljati. Ali bo kdo prišel pred kolesarje? Velja spomniti, da kmalu po zmagi na volitvah se je nekaj dogajalo, ne, pred parlamentom in je Robert Golob takrat prišel pred parlament in se protestnikom demonstrirajočim pridružil. A se mi spomnimo tega? Mislim, da je tudi Šarec takrat sodeloval na nekih teh posvetih. Ampak je bilo že po volitvah, a ne? Ja. Se pravi, v petek, danes, jutri, kakor šte, ne, bomo lahko opazovali, do kakšne mere se je, pa ste zdaj to, oblast odtujila ljudstvu.
Dobra, ne? Mi ratala. Ta je skoraj za šparovček. Oblast se je deležniki, odtujila deležnikom. Ne, oblast se je odtujila ljudstvu. Ne? Ja, saj ljudstvo smo deležniki smo v tej zgodbi. Ja, sej, ne, to je famozni 3. člen slovenske ustave, ne, kjer ima oblast ima ljudstvo. Zdaj, kdo ima koga? Prosto po Igorju Lukšiču. Si hotla reči, Nataša? Veš, kaj sem hotla reči? Vprašati sem vaju hotla, kaj mislita, kakšna bo udeležba. Ker, Glas ljudstva, to je vsaj na zadnje, ki sem gledala, je bilo to 100 nekih nevladnih organizacij in drugih. Protesti, ki so se dogajali pred leti, te kolesarski so bili zelo množični. Glede na dogajanje, jaz sem že parkrat omenila v LDGD-ju, da če bi bil na čelu ne Golob, ampak Janez Janša, bi se verjetno kar orang vrteli bicikli. Pa me zanima, kakšna bo udeležba, koliko zelo gre ljudem, ankete sicer eno kažejo, koliko zelo jim gre na živce, kar se dogaja. Ali pa koliko zelo se ne strinjajo. Izvoli, Aljaž. Glede anket, ne bom pa zdaj jaz poskušal Andraža kanalizirati in reči, da bi bilo po 3 letih vlade, ki je dobila državo v stanju, kakršnem jo je, bi bilo čudno, če bi bila kaj bolj priljubljena, kot je. Samo to, ne, kar se tiče priljubljenosti vlade in tako. Mislim, da jo skoraj ni vlade v slovenski zgodovini, ki bi neke čudovite odstotke priljubljenosti in podpore tolkla 3 leta po volitvah oziroma leto dni pred volitvami. Kar se udeležbe tiče, mogoče bo te mečken kontraintuitivno, ampak večja kot bo, manj se mi zdi, da bi jo lahko jemali kot relevantno. Pa bom razložil, zakaj. Ja. Iniciativa Glas ljudstva je v resnici, v hipu, ko je Golobova vlada zmagala, je ta iniciativa postala problematična z vidika javnosti, predvsem tistega dela javnosti, ki ni glasoval za Goloba. Ja, tole, lejte, to... Kaj si jedel? Ne, nič nisem jedel, tole je povrtavanje, 8 minut do 8 zjutraj se je začelo. Razumem, in še kar pomalem povrtavajo. No. Oprosti, Aljaž. Tako da s tem boš imel ti delo, Aljaž. Ja, ne bom, ker ta del bom samo utišal, ne, tako da v bistvu ni težke panike. Skratka, bom pa začel še enkrat. Ne. Po mojem, večje kot bo udeležba, manj bo v bistvu ona relevantna na nek način zato, ker bo vse skupaj imelo pridih tega, da se mora Glas ljudstva zdaj pro forma eno leto pred volitvami postaviti Golobu po robu, češ da ja ne bo zgledal, da smo en od drugega. Ne? Čeprav v resnici, kot je Nataša pravilno rekla, mislim, ali pa Antiša, sem za hip pozabil, Golob je bil izvoljen tudi na krilih, da ne rečem na balancah Glasa ljudstva in kolesarjev. In seveda je vedno problematično, ne, ko nekako v narekovaju tvoji, ne, ali pa tisti, ki si jih podprl, zato ker so manjše zlo, pridejo na oblast, kako zdaj ohraniti ta antagonizem, če v resnici je tvoja energija, ki je bila državljanska, ki je bila zgenerirana, te iste oblastnike postavlja tja na oblast. In ta občasno klicanje Goloba na zagovor in vlade in potem njihov raport, ne, pred parlamentom, to bi dejansko ves ta kabuki teater, ne, pač stvari, ki so jih naredili zato, ker so vedeli, da jih morajo, ne zato, ker je kdorkoli mislil, da se bo karkoli zares kaj spremenil. Del tega plesa bi se čist strinjala. Ja. Tako, ne, a veš, in je v resnici to, ne, da se zdaj Jaša Jenull et company eno leto pred volitvami rečejo, ne, mi pa v resnici nismo z vami, ne, če boste pa vi naše procente zaračunali, boste pa videli, da so ful nizki. Je to, po mojem mnenju, prej postavljene terena za to, da bomo zdaj eno leto ugotavljali, da se mogoče pa smo za skupaj, kot nek resen razkol. No, je pa zelo pomembno, dve stvari sta tukaj zelo pomembni. Ne? Prva je ta, da je to, kar si zdaj opisoval, Aljaž, ne, se lahko dogaja, ne bom rekel samo, ampak predvsem, ko je na oblasti ta del slovenskega političnega spektra. Ja. Ko je na oblasti, večkrat. Zato, ker se mi zdi to res pomembna izkaznica, tudi če hočete, politične kulture sedanje oblasti, ob vseh zadržkih, da se razumemo, ki jih jaz imam do
sedanje oblasti. Ne. To je prva stvar, druga stvar pa, tudi se ponavljam in se opravičujem, ampak vseeno. Fino je, ker ne bo nobenih ograj, konjev, plinov in podobnih stvari. Zelo pomembno se mi zdi, da imajo, kdorkoli že to je, priložnost to povedati, ne da jim kdo grozi ali pa jih pretepa. To sem hotela ponoviti, da je zelo pomembno, da to večkrat opozorimo, in da se pusti proteste in to pravico. Mimogrede, z Aljažem sva posnela pred dnevi zanimiv Met in čaj na to temo, o pravici do protesta, kdaj lahko in kaj lahko in zakaj in tako dalje. In to, da kadar so recimo, da levosredinske vlade, ko kao njihovi, protestirajo njihovi proti njim, medtem ko so desni in desnosredinske, desni ne grejo na cesto. Oziroma drugače, ne, če bi bila zdaj desnosredinska vlada, smo lahko prepričani, in to pa dam zdaj 20 evrov na mizo, da bi Pavel Rupert et Company organizirali mitinge v podporo oblasti. Tako, še zato, da ne bi kdo kaj pomislil, da mogoče prihaja do kakšnega razkoraka, ne, ali notranje diferenciacije. Pa še nekaj, ne, vendarle. Na koncu, a veš, ne vem, koliko je bilo teh zahtev, 212 ali ne vem kaj, pa če en kup enih 122 kao predvolilnih zavez, 122, ki so jih dali civilni iniciativi Glas ljudstva ter volivkam in volivcem. Bodimo iskreni, ne, vsebinsko in politično so med temi zavezami precejšnje razlike. In glavna, pa daleč od tega, da bi se z njo strinjal, ne, ampak glavna zaveza, ki jo je vlada Roberta Goloba dala Glasu ljudstva, je bila ta pač odprava popoldanskega dela zdravnikov, na katero je itak so potem pač Jenull et Company ful enih stvari, neke dikcije, narativa željivega naložili okoli dvoživk in tako dalje. Ampak vlada je to naredila. Če je Glas ljudstva njihov glavni constituent, se pravi volilno telo ali pa eno od jeder njihovega volilnega telesa, so oni ta del, ki je simbolno za Glas ljudstva pomemben, so ga izpolnili. Hkrati imamo tudi to bože odpravo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki je pa seveda samo šlo iz enega drugi žep, ampak vendarle. Kaj vendarle? Nič od tega ni bilo. Ki ni prostovoljno, ampak je... Kaj vendarle? Ni več prostovoljno, ampak je obvezno. Isto dajemo pod obvezno. Ja, v odnosu med vlado in Glasom ljudstva, Glas ljudstva lahko reče, ja, to ste pa naredili, kar ste obljubili. No, še pa čeprav vsi vemo, da ne, ker se vsi delamo, ne? Ja, nič se ne delamo pismo, vsaki, da ga že mi štirje povemo, nič ni bilo ukinjeno. Ja, pismo. Projiciram, kanaliziram vlado, ne? Mi se delamo, da smo ga ukinili, oni se bojo pa tudi delali, da ne razumejo, da ga v resnici nismo. To je, in to je ta kabuki teater, to je ples, kot si rekla, ne? Ampak zato, da se ta ples odpelje, se morajo postaviti v izhodiščne položaje in izhodiščni položaj je, da je Glas ljudstva nasprotuje vladi Roberta Goloba. Zdaj bomo pa mi iskali korake, kako bomo čim bliže skupaj spet prišli in imajo glihene 10-11 mesecev. Se pa, Antiša, večkrat spomnim, ko si ti leto, dve mogoče nazaj v eni od epizod LDGD-ja razlagal, kakšna je razlika, ko je desnica ali pa levica na oblasti oziroma v opoziciji. Ne? Kako se zdaj gledamo recimo na primeru SDS-a in NSI-ja, ki sta v opoziciji, se kregata. Medtem, kako je levica v opoziciji, se strinja, ko pride na oblast, pa tudi recimo en kup teh afer od Litijske, Spirit gor dol, se pa jebka med sabo malo, ne? Ja, seveda, ne. To se večkrat spomnim. Bistveno manj monolitna je, ne? Absolutno. Ja, potem bi pa nas ob tem protestu, pa bi vaju me zanima, kaj si mislita o ne zdaj dogajanju v Srbiji, ki ga spremljamo že 3 mesece plus, po tisti nesreči v Novem Sadu in zrušitvi nadstreška, so se počasi začeli odzivati oziroma ne odzivati tudi slovenski politični vrh, ker tam se stvari kar zelo resno dogajajo. Predsednik Vučić že dolgo ni tako tanko piskal in precej vznemirjena je povzročila izjava ali pa izjavljanje ljubljanskega župana v podporo Vučiću. Od Goloba oziroma premierja smo dobili, da vsak ima pravico do svojega mnenja. Državni vrh, ne vem, MZZ je bila kar precej tišina, EU kar precej tišina,
Recimo EU je imela pri protestih v Gruziji kar veliko za povedati, katera stran jo je za podpreti in ne. Medtem ko na primeru Srbije je pa iz Slovenije muca zika papala. Zakaj? Če smem spomniti, mi trije se bomo spomnili, mlajše poslušalstvo mogoče niti ne, ampak vseeno, ne. Pred zdaj že 22 leti je ob vojni v Iraku, ob začetku vojne v Iraku, pred začetkom, mislim, da celo, je nastalo nekaj, čemur se je reklo Vilniuška izjava, ne. Takrat so kandidatke za članstvo v NATO podprle Združene države Amerike in niso izrazile dvoma okrog tega, da imajo orožje za množično uničevanje in tako naprej. Vemo, kako se je ta stvar končala. In takrat je Jacques Chirac rekel naslednje. Aljaž, izvoli. Da je Nova Evropa zamudila priliko biti tiho. Hvala lepa. In točno to bi se mi zdi, lahko povedalo tudi pri tem ekskurzu, da tako rečem, Zorana Jankovića v zunanjo regionalno politiko, ne. Daleč od tega, da bi kdorkoli, jaz pa prvi ne, odrekel ljubljanskemu županu pravico do svobode govora in tako naprej, ne. Ampak politično pa se mi zdi, da v tem trenutku Zoran Vučić, Lepa, bravo. Se pravi, predsednik Vučić ni tisti, na katerega bi veljalo staviti. Zoran Janković je povedal, da sta prijatelja, da mu zaupa in tako naprej in da bi sam sebi očital, če te izjave ne bi poslal oziroma dal. Jaz to mu verjamem, jaz to lahko tudi spoštujem, ampak kot rečeno, v politiki včasih ravnamo drugače, kot nam narekuje srce. In tokrat se mi zdi, je bila točka, ko bi veljalo ravnati drugače. No, predvsem pa, ko si nosilec javne funkcije, kar biti župan Ljubljane vsekakor je, kar daš takšnega od sebe, ni nič osebnega. Ne? Če je kaj osebnega, ga pokličeš po telefonu pa rečeš, ej stari, s tabo sem, mislim nate. Ne daješ pa takšnih izjav, kot jih je dal on. Je seveda so bili potem tudi protesti in menda kar nekaj ljudi. Zdaj, ti si Jankovića vrsto let spremljal v svetu. A misliš, da je bila, tako kot so Kučan pa številni, tole napaka njegova? Misliš, da tudi on, tako kot Vučić, malo tenko diha? Ker se mi je zdel v nastopih nekaterih, ko je seveda začel popravljati to izjavo, pa nisem tako mislil, pa sem tako mislil, da je kar malo mu bilo težko. No, naj tukaj citiram znanega slovenskega blogerja, ne? In rečem, da je pač Zoran Janković ponovno dokazal, da nima kaj pretirano političnega instinkta. Če se je kdo kdaj spraševal, zakaj njemu ni uspel oblikovati vlade leta 2011, je to ravno zaradi takšnega odnosa do stvari. Ja, seveda je bila to napaka. To je bila pač politična napaka par excellence iz naslova, iz vsega tega, kar je Antiša ravno kar povedal. Je pa seveda tudi res, da je bil to pač prikaz Zorana Jankovića, kako že slikom in prilikom, ker on dejansko to tako dela. Zdaj, seveda, najprej treba nekaj reči. Od vseh problematičnih stvari, ki se jih je Zoran Janković prijel v zadnjih skoraj 20 letih, odkar je ljubljanski župan z par tedenskim premorom, tam leta 2011, je njegova navezanost na Milorada Dodika in Aleksandra Vučića daleko najbolj problematična. Tako, v bistvu je sramotna. Po vsem tem, kaj ta dva človeka predstavljata, kaj se gresta, kakšne so njune notranje politike in kakšni so njuni deklarirani cilji, je to tudi v teoriji ne moreš tega podpreti, če si nek normalno razmišljajoč, demokratično lahko pa podpreš, če je birds of a feather flock together, ne? No, sej, ne? In kle pa zdaj pride pač ta, ampak hočem reči, ta caveat tukaj, mislim, da ga je treba nujno dati, ker v končni fazi vse to, kar odkle naprej, bom povedal, je mogoče samo razlaga. Ne? Janković je dejansko neskončno lojalen do ljudi, ki jih smatra za prijatelje. Zdaj, koga on smatra za prijatelje in kako je to povezano z njegovimi poslovnimi interesi, je seveda odprto vprašanje, še posebej v primeru Aleksandra Vučića. Ampak, če te ima on za prijatelja, bo on dejansko zato naredil vse, kar ga boš ti prosil, če tudi bo to šlo na njegovo kratkoročno škodo.
Seveda pa računa, da boš ti isto to potem naredil tudi zanj. In zdaj, a je šlo tukaj za vračilo usluge? A je šlo tukaj za investicijo za vnaprej? A sta dejansko tako dobra badja, da pač, to badji naredijo? Ampak nikakor pa ni bilo to, mislim, karkoli Zoran Janković tukaj naredi, whatever floats his boat. Ni bilo pa to primerno za ljubljanskega župana, ker karkoli, kot si rekla Nataša, naredi ljubljanski župan, je, hočeš nočeš, se smatra tudi za stališče glavnega mesta, še posebej, če je to Zoran Janković, ki je zelo personalen leadership tip človeka, ki nima kolegija, na katerega bi se potem lahko skliceval ali prelagal odgovornost. So pa lokalne volitve 2026. Samo to bi še dodal. In tako kot je Milan Kučan rekel, to je bila njegova največja napaka in Jankovićeva, ne? In to, da je po Kučanu to večja napaka kot nesposobnost oblikovanja vlade 2011, nam veliko pove. 2026 volitve je pa spet tako. Ja, lahko je to problem, ampak je predpogoj, staro ameriško reklo, you can't beat somebody with nobody. Najprej bo treba imeti konkurenco, ki bo tega imena vredna, potem se bomo pa lahko pogovarjali o tem, kakšne napake je Zoran Janković delal. 2026, ki že volitve omenjamo, bodo torej lokalne pa v vsakem primeru, proti koncu leta, če bo na 4 leta točno približno. Medtem ko za parlamentarne... Oprosti, sam birokrat omeni. Lokalne volitve so vedno 3. nedeljo v novembru. Proti koncu leta 2026. Zdaj, ko sem že volitve omenila, a sta opazila, ker so res, zdaj se bo pač treba vzeti leto, ki je pred mano, karkoli se bo naredilo, kar se bo reklo, je v funkciji prihajajočih volitev, po mojem. A sta spremljala kaj tole dogajanje okrog škofjeloškega podjetja, ki naj bi kaj bankrotiralo? Ne, v likvidacijo. A sta opazila, kateri politiki so se zgrnili na ta konec? Pač poslanec Hoivik, ki je iz teh koncev, je zagnal Vik in Krik, ker je izvoljen tukaj, on je Škofja Loka. Naslednji v vrsti, ki je pretekel, je bil Mesec, to je tudi njegov rajon. In tretji, je tako, in tretji v vrsti, predsednik sveta Lotrič. Tako je. Tudi on in njegova stranka. Skratka, to je meni zanimivo opazovati. Vprašanje, če bi se to dogajalo kje v Kočevju ali pa na kakšnem drugem koncu, verjetno te trije isti ne bi prileteli z enako silovitostjo. Pri čemer je treba vedeti, da je bil vsaj Luka Mesec v začetku te zgodbe v izrazito neprijetnem položaju. Kdor je gledal, se bo spomnil, kako ga je faširal ga je Uroš Slak v tisti večerni oddaji ob asistenci, ali pa ona, se pravi sindikalistka, ob asistenci Uroša Slaka. Tam v bistvu minister Mesec ni imel kaj veliko zapovedati. Predvsem so mu mino nastavili. Ja, mislim, seveda. In je malo z zamikom je reagiral. In kaj pa je naredil, mislim, to se mi zdi pa tako v redu, rekel, mu čestitam za iznajdljivost, kar je naredil pa predsednik državnega sveta Lotrič, ki z unga konca doma ima zelo uspešno podjetje, ki ga ne vodi več, pač pa ga vodi njegova hči. Ampak on je v enem vikendu, mislim, če se ne motim, on je v enem vikendu nabral za 1 200 000 naročil za to podjetje in pol ti tazga podjetja ne moreš poslati v likvidacijo. Predvsem pa je bilo veliko hecnega s tem podjetjem, ki naj bi ga v likvidacijo poslali, ker to niso bili, to je bilo tako, v par 10 000 se je še vedno seveda preveč, ampak niso bili to milijoni, ki bi neko zgubo terali že desetletja in ne vem kaj še, ampak je šlo za to spolastiti se zemljišča, ki bi ob tem bilo na voljo. Kakorkoli, to se ustavili, ker so se gospodje, ki imajo tu interese med drugim, pošteno angažirali. Vključno z Lotričem, kar kaže tudi na to njegovo koncu sposobnost. Mislim, da je on tukaj predsednik ali podpredsednik enega dela obrtniške zbornice ali nekaj takšnega. Ampak v vsakem primeru znan in uspešen podjetnik. Tako da. A rabimo še kaj? Ja, Aljaž, tebe je pa Spirit
navdihnil, da bi še kaj o tem rekel. Ne? Namreč v zvezi s tem spornim razpisom gospodarskega ministrstva pa Spirita je vlada, zdaj ko to snemamo, sicer še ne vemo, ampak naj bi iz mesta direktorja odstranila Capla. Spirit pa naj bi prevzela namestnica Tamara Zajec Balažič. Ampak kaj te je tukaj še posebej, razen dogajanja? Ja, dve stvari. Ne? Prvič, kako ne glede na to, kako hitro je Matjaž Han reagiral, ta zgodba noče in noče stran. Za razliko od Litijske, kjer so se vsi vlekli kam megla, pa zgodba tudi ni hotla stran, tako da mogoče ni vse samo v pristopu. Ali pa da so Hanovi pristopi manj učinkoviti, kot sem jaz ob izbruhu te zgodbe mislil. Tako da mea culpa. Druga pa mislim, da kdor spremlja družbena omrežja, lahko zaznava neko resno jezo, zagrenjenost in schadenfreude iz krogov nekdanjih vplivnih v SD-ju, konkretno nekdanjega generalnega sekretarja stranke Uroša Javšovca, ki ne izpusti nobene priložnosti, da jo ne bi posmodil, kako se temu reče, vrgel v brk Hanu, ja. ki je sicer obrit, ampak vseeno. In mislim, da je tudi on avtor tega genialnega hashtaga Bratje v spiritu. Tako da me zanima, ali ima Matjaž Han tukaj večji problem za leto 2026, kot ga ima recimo Zoran Janković s svojim pismom. A misliš, kaj da menita vidva? Jaz se ob tem sprašujem, a misliš, da če bi bil na tem mestu, če bi bila ministrica Emilija Stojmenova Duh ali pa Dominika Švarc Pipan, da bi za to, kar se je zgodilo, že fasali interpelacijo? Ker Han je ni, ne? Še. Naj ugibam. Mislim, odgovor je ja. Mislim, da bi jo. Tako. Ok, gremo dalje, oziroma že kar na politbizarko. Ali ima še kdo še kaj? Ja, naj pa točka razno. Aha, izvoli, točka razno, kaj bi želel? Ti si rekla, da boš preračunavala, da boš izvajala... da bi že klej izvedla Valentinovo? Ja. Ja, ok. Mislim, Gregor Viranta moraš izvesti, preračunavam. Skratka, ker je ob objavi te epizode Valentinovo, sem se spomnila na tiste, to ni bila igrica, to je bilo zelo resno preračunavanje procentov, koliko se s kom ujameš. Vzel si besedo loves in sešteval, koliko ima posameznih črk, kdo v imenu in priimku. In sem pogledala za... Najprej povej pare. Za ene par sem jih računala. Športne napovedi. Povej, kakšni pari so bili v tem krogu. Pari so bili Logar z vsemi pač v koaliciji, pa pol sem Goloba z koalicijo, pa Janša s parimi v koaliciji. Mislim, nisem zdaj vsazgal vsem, ker kombinacije ful, ne, ampak mi je dal misliti, a veš, ko se veliko pleta s tem, velika koalicija pa to. To je ful, ne, da zdaj je čas za veliko koalicijo, razdeljeni smo sodelovati levo-desno, ne. Logar je en tak, ne, ki govori, kako bi z enimi in z drugimi, da je treba biti odprt. Številke, Nataša? Koliko misliš? Ne vem. Kdo misliš, evo, če Logar, Tonin, Janša, Vrečko, Golob, Han, s kom se Logar najbolj ujame? Vrečko. Po kateri logiki je BNT? Ja, na pamet sem rekel. Ja, mislim, zelo na pamet. Tonin. Da je bila pa druga opcija. S Toninom. Ja, 98% ujemanje. Wow. Skratka, z gotovostjo lahko rečemo, da po volitvah, če boste se pač noter uvrstila, definitivno boste sodelovala. Gladko, brez težav. Logar Janša 67%. Tudi kar, lahko rečeš, ne? Ja. Je pa zanimivo, da klepa je malo anomalije v tem, ker recimo z Golobom se 63%, s Hanom pa 54%. Je pa Vrečko res vmes, 66. Čakaj, Vrečko. Dosti visoko. Dosti visoko, ne? No, pa nisem bil toliko stran. Ampak po mojem, ja veš, vsaki preračuni imajo kakšne napake. Jaz mislim, da je ona napaka. Čeprav, se veš, ko so pol enkrat volitve, pa ko se navadiš biti v vladi, pa ko veš, kaj to prinese, se mi tudi ne zdi čist nemogoče.
Jaz bi zdaj bil rad muha na zidu v Andraževi sobi, ne, ko bo poslušal to epizodo in bo doživljal notranje krvavitve, ko bo poslušal te matematične metode za politične projekte. Ja, no, prosim te lepo. To je v bistvu polit Tinder, ne? Tako. Bravo. Hvala, Antiša. Kaj pravijo pa recimo odnošaji med predsednicama in predsednikom? Kako, a si to kaj preračunavala? Recimo, vidiš, ta je tudi zelo točna. Recimo predsednica Golob republike pa predsednik Musar. vlade, ja, recimo. No, Golob pa UKZ. Zdaj, naven vidimo, da je bilo kukar včasih mal, ne, jo hoče odstaviti pa to. Ne, 84%. Kdo? Ja, Golob pa Urška. Kaj pa Nataša? Ja, ne, a so jo ukinili? Niso. Poglej, Nataša, 28. Ja, no, evo. Samo, ne, a je No, ni evo, točno, vidiš, ne, je Benti. ja. Čist. Ne? Čist. Skratka, no, to je, drugač Golob z Janšo, ja, dobro, to sem že rekla, ja, 42%. Tudi ne moreš reči. Isto, ko pazi, isto, ko Stino Gaber. Lih to, kdo? Janša? Ja. Janša ali Golob? A vidiš, ful zanimivo, sploh škoda, da smo tiste ostale stvari prej debatirali, to bi lahko celo epizodo sam to imeli. Golob Gaber, 42% in Golob Janša 42%. To je pa dober trojček. Se pravi, Tina Gaber lahko pričakuje v neki bodočnosti, dovoljte imamo, pojdi v penzijo. Kot je Golob rekel Janši, ne? Sporočil Janši. Ne? Ja. Dobro, zdaj pač Janša Logar se kar ujame, ta Janša Golob, ajde 42, se pa, to pa je zanimivo, ka bi pa tudi rekla, je mogoče napaka, Janša Han, to, kar smo glih kar debatirali, je pa sam 13. Čeprav sam 13, ampak to je mogoče tisto zavaravanje neprijatelja. Ali pa pač Loves ve več, kot mogoče ve Han. Ker skozi neki išče te mostogradnje pa tako dalje. Ker klej, veš, ta ljubav pa Horjanska je zelo tako enosmerna. Ne? Pač en del SD-ja si vedno želi, da bi bila SDS vanje. Ne? In pol dela vse to, da bi bili. Ampak SDS pa tako, pač playing hard to get. Ne? In zdaj mogoče pa klej cifre ne lažejo, ne? Cifre ne lažejo, točno to. Če mislim, števica stoji za temi ciframi. In jih uporablja kot ščit. Absolutno. Ne. Lej, če ne ustrezajo narativi, se pa da tudi razložiti malo drugačne. Dobar, to je to za zaljubljenostjo, ampak dajte se poigrati, ker je prav zanimiva igrca. Loves. Ja, politbizarka. V prejšnjem kolu, kot se je včasih reklo. V prejšnjem kolu je pa zmagal Aljaž s Kordišem in njegovim Pasošem. 44% vas je pritrdilo tej izbiri. Revolution will not be televised, it will be podcasted. Ja. Kako, a je prav Pasuš ali Pasoš? Ali je potni list? Dobro, ni potni list, ne gre noter. Ok, dajmo. Ja, a smo napisali Pasoš? Zaslišanje... Ne, to je zdaj pomembno. Kako smo napisali? Pasoš smo napisali, ker si tako napisal, tako ti dal, ampak sem jaz imela enak pomislek, nisem pa imela 2 sekund, da bi se to šla. Pa dobro, lej. Pa dobro, no. Zaslišanje pa zakaj bi ga vabili na zaslišanje na procesu? On je dobilo 31%, ljubljeni vodja Golob 18% in ni koalicije krize 7%. V novi rundi pa Antiša, ti predlagaš, ali pa Aljaž, ker si zmagal. Kaj predlagaš? Moja politbizarka je pa spet za politologa v meni in spet predvidevam, da bom kanaliziral Andraža in tole gladko popušil na celi črti. Međutim, vlada menda razmišlja o ukinitvi uradnega lista. Uradni list je drugače podjetje v državni lasti, ki se ukvarja z uradnimi stvarmi, ne? Včasih tudi pač imel tako dosti profitabilne biznise z izdajanjem zakonov s komentarji in podobna jajca. Tako malke tisti, ki smo v tem času hodili na FDV, kot kopirnica Fora, ne, ko je izdal kakšen profesor novo knjigo in si jo lahko po sicer študentski, pa še vendar dosti zabeljeni ceni dobil izključno v kopirnici Fora in seveda posedovanje in branje knjige je bil pogoj za pristop k izpitu in tako dalje in tako dalje. Ne. Tako nekako je pač uradni list na nacionalni ravni deluje. Ampak vlada zdaj bo najprej ukinila
objave javnih naročil, če sem si prav zapomnil, v Uradnem listu. In posledično, kot drugi korak, pa razmišlja celo o tem, da bi celotno objavilo vsega svojega zakonodajnega procesa, zakoni, uredbe, karkoli že je, to dala online. Izključno, in da ne bi pač Uradni list več tega tiskal. Ker do zdaj je pač veljalo tako, da zakon, recimo, ali pa uredba stopi v veljavo, z dnem objave v Uradnem listu, Uradni list je pa izšel 2-krat na teden, recimo. Aljaž, zgubil si me 5 minut nazaj. Ja, razumem, ampak ta historijat je pomemben. Skratka, vprašanje je, ali je dobra ideja, da vlada ukinja Uradni list, ker bo kobajagi bojo potem stvari stopile na snago, kot se reče v lepi slovenščini, s trenutkom objave online. A sad se ja pitam, drugare se drugovi, kaj se pa zgodi, če internet ugasne? Kaj se zgodi, če imamo ruski napad, ali pa ne vem, severnokorejski napad, ali pa ameriški napad, če smo že pri tem, ker so taki časi. Kaj se zgodi, če vlada sprejme, če državni zbor sprejme zakon, pa je internet ugasnen in ga ne more objaviti? A pol zakon velja ali ne? A je kdo na to pomislil? A je kdo pomislil, da je treba imeti backup opcijo za to, da lahko to, čemur rečemo pravna država, funkcionira? Ne, nihče ni na nič pomislil, zato ker imajo vsi glave v ne vem kje in se jim samo zdi, koliko bi bilo fajn še kaj malo poptimizirati. Skratka, ne biti budale in ne ukinjati Uradnega lista kot takega in zakoni naj še vedno veljajo z dnevom objave v tiskanem Uradnem listu, zato ker je to tehnologija, ki bo preživela tudi morebitni električni mrk ali kaj ostalega. Tako da prosim lepo. Da fakaj. Ja. Antiša? Ja, jaz bom precej bolj ordiner, kot je bil Aljaž v svojem izvajanju. Ne. Jaz bom za bizarko predlagal pravzaprav ta nek pravičniški vihar, ki se je dvignil zaradi predloga, da bi na, poudarjam, večernih dogodkih v prostorih osnovnih šol morebiti lahko postregli oziroma točili tudi alkohol. Dvignil se je res vihar, kjer se pogovarjamo o tem, a zdaj bomo pa v šoli pili alkohol, pa spodbujamo alkoholizem, pa tako naprej in tako naprej in tako naprej. Tukaj se mi zdi, da so viharniki spregledali recimo dejstvo, da je v marsikaterem okolju, predvsem na periferiji, osnovna šola morda celo edini prostor javne narave, kjer se da kakšno prireditev organizirati. Ne? To je prva stvar. Druga stvar je pa to, ne. Nihče ne govori, da bi točilnica delovala zjutraj od 7:30, ko so otroci v šoli, govorimo o tem, da bi se spet ne nalivali z alkoholom, ampak če imaš ti tam predstavitev knjige, ne, postreglo 2 kozarca vina ali pa 4 kozarce vina za tistih 12 ljudi, ki pridejo in večina itak pije sok ali pa vodo, ne. Jaz mislim, da se mi o tem pogovarjamo. In tukaj nekaj malega zdrave pameti se mi zdi ne bi bilo odveč, pa prosim. Nihče, še enkrat, ne govori o tem, da bi točilnice v telovadnico postavili, pa med telovadbo otrokom šnops papir delili. Skratka, pravičniški alkoviharniki. Ja. Aljaž, kaj? Ne, bolj da sem ti. Kar in če se kje v povezavi s šolo pije se za šolo, ne v šoli. Tako je bilo včasih, ja. Seveda. A misliš, da je tudi še vedno? Kadi pa pije se za šolo, po šoli. Ja, jaz pa moram reči hvala, ker Marko se nam je oglasil in predlagal, če rabimo bizarko, in je poslal povezavo na UKC Ljubljana X profil, ki je pred kulturnim dnevom sestavilo eno pesmico, no, ali kaj se temu reče, ki, kaj pa vem, ne, Aljaž, ti se bolj spoznaš na to, koliko ta tvoja haiku je pa to. Ja. Se mi zdi, da imaš feeling za poezijo, si opazil, ne? Ja, je seveda, smo pri Keteju 2.0, ne, ali kako že. Tako, Ja. no, to sem imela zacahnano, ful hvala, Marko, da si opozoril, ampak pol me je pa zmotiviral, ker smo že bili pri kulturnem prazniku, nastop premierja Goloba na otvoritvi Evropskega mesta kulture, ker jaz res ne vem, kaj je s tem robotskimi premiki rok in dajmo biti malo stand-up comedians, ampak se samo omejujem pri njemu, ker sem čisto prevečkrat že v tej sezoni zmagala z njim. Tako da,
Moja politbizarka je tole s kaznovanjem policistov. Okrajno sodišče v Ljubljani je 4 policistom, ki so varovali protestne shode proti prejšnji vladi, izreklo sodbo brez sojenja. Mal bizarno se mi tukaj zdi več stvari. Da to 3 leta in pol čaka, da nimajo pripravljenih, da sem iskala na sodišče.si, kje je uradna sodba, da si jaz lahko to preberem, in seveda nisem našla in se lahko zanašam samo na poročila v medijih. Se pravi, trajalo je, da so jih 4 brez, da bi jih, ne vem, zaslišali, da odgovorni niso v tem paketu in da itak, ker se bosta najmanj 2 pritožila, je specializirano državno tožilstvo že rekel, da bo sodba razveljavljena. Tako da tole z aretacijo, s kaznovanjem policistov je pa moja bizarka. Gre za protest, če se spomnim, 5. oktobra 2021, proti širjenju koronavirusa oziroma ukrepom je bilo takrat to namenjeno, in protestov zaznamovanje nemiri in uporaba solzivca in vodnega topa. No, ta cel komplet je moja bizarka. Okay. Zdaj pa gospoda zadnjih 30. Ja. Povejta, kaj imata? Jaz imam streaming priporočilo, če lahko začnemo z standardi LDGD-ja, da ne bo kdo razočaran. Silom prilike sem zadnje dneve in tedne gledal, kaj je to, prequel serije Yellowstone, 1923, o katerem sem na tem mestu že enkrat govoril, ampak zdaj sem ga pogledal v celoti in do konca. In Helen Mirren in Harrison Ford sta čudovita, pa tudi sicer serija se tako mečken bolj švok začne, ampak pol na proti koncu celo rata gledljiva in zanimiva, tako da če nimate kam s časom, priporočam, pa samo 8 delov je v prvi sezoni, tako da ni glih, da morate zdaj vse, ne vem, koliko investirati časa, ampak bolj pomembno, čez, kaj to, en teden, prihaja druga sezona serije 1923, prequel Yellowstona, da ne bo potem ni vedela, in povem tukaj na tem mestu in ponujam v ogled zainteresiranemu publikumu. Super, ampak ni še en prequel, 1883, tudi, ampak tisti pa ne bo imel nadaljevanja, tisti pa kao Taylor Sheridan je pol temu rekel, da je v bistvu to en 10-urni film in da je to. Pač potem so povedali, kar so imeli povedati. 1923 je pa očitno ima nek potencial, čeprav je roka na srce vse, že tako polka, vse to pogledaš, ugotoviš, da so vse te serije od Sheridana narejene po čisto isti šabloni, vključno z Landmanom, ki sem ga na tem mestu tudi hvalil, drugače. Ampak so dobre. Pri Landmanu me edina ena stvar čudi, ker povsod, vseh njegovih, in vse sem videla, njegovih serijah so običajno ženske tako zelo pomemben del v smislu, da so, ne vem, pogumne, odločne, bla bla. Tle v Landmanu je pa ta del res boleč. Ta Landman je zelo maga, se mu vidi, da je ta zadnji. Ne, to me nič ne moti, da je maga, ampak tako res. Ne, tudi v smislu igralke so, bože mili. No, pa tudi vloga, kaj jo imajo, tako je zelo dosti bolj. Okay. Ja, anyway, moving on. Antiša. Ja, jaz se eno priporočilo, bi prosil za priporočilo oziroma za nasvet. Ko tipkam v Wordu, je ena zelo nadležna stvar, ki je ne znam premagati. Ne? In sicer, kadar med 2 pomišljaja vtaknem vmesni stavek, ne, mi zelo pogosto en pomišljaj mi da v ta dolgi, tako rečem, vezaj, ne, ta drug pa ostane ta kratek in to gre meni strašansko na živce. Zdaj pa, a ima kdo kakšen nasvet, kako se to zadevo premaga oziroma se jo avtomatizira, da mi tolče tiste znake, ki jih jaz vtipkam, ne pa tako, kot se računalnik sam odloči. Pa vnaprej, hvala. Ok, samo to clarify, se pravi, če eni isti nekomentiranju zadnjih 30. Ja, minus dam, Nataša. Jaz v resnici dam minus in bi se tipografi zgražali nad mano, da sem barbar, ampak tako pač dam. Ne, razumem, ampak enkrat, ko daš minus, ti naredi minus, enkrat pa podaljša načrto. Tako je. To hočem. No, če dovoliš,
Se vem, da ne komentiram. Ampak, Antiša, ti si Apple user. Ja, tudi to je za morda pomemben vhodni podatek, to delam na Macu, ja. Ja. No, sej ni problema, da delaš na Macu, piš v Pages, dva klika, eksport tu, bodisi PDF, bodisi Word in teh problemov Druga epizoda, v kateri nimaš. Nataša womansplaina. Zadnjič Aljažu, zdaj meni. Jezus, črticej. Veš, kdo bi to vedel? Ko Paging Marko Srnkovič, on se mi zdi, da je tak. Ja, on je izrazito, ja, on je, ali pa Ermin bi mogoče vedel. Ali pa Ermin, no, evo, Marko. Ermin, če nas poslušaš, bom hvaležen. No, jaz pa priporočam dokumentarec, ki je bil te dni na TV Slovenija 1, in sicer Zuckerberg, kralj meta sveta. Zgodba o Facebooku, od začetkov, od ustanovitve, kako so začeli, kako se je nadaljevalo in razpletalo, do tam nekje 6. januarja peljejo zgodbo vmes in tisto z zaslišanjem v ameriškem kongresu in žvižgačica in vloga Facebooka pri širjenju sovražnega govora pa dezinformacijah v Mjanmaru, kar je bolj prispevalo k nasilju nad manjšino Rohingja ali Rohingja, kako to rečemo. Skratka, fajn narejen. 1 urca, te zadnji dogajanja, zadnjih 2 let ni noter 3, ampak do tistih protestov 2006 oziroma po volitvah 2020, to pa jedeš. Tako da priporočam Zuckerberg, kralj meta sveta. Se pridružujem, zelo zanimivo. In preden gremo, je treba še povedati, Ja. da ta podcast ustvarjamo v prostem času in izražamo izključno svoje mnenja k sreči ali pa na žalost. LDGD nima političnih in gospodarskih sponzorjev, kar pomeni, da govorimo, kar mislimo in mislimo, kar govorimo, tako ali tako. V svojem profesionalnem življenju delujemo na različnih področjih, če ima kdo izmed nas kakšne poslovne povezave, ki so povezane s tematiko epizode, to omenimo. O morebitnih neželenih učinkih, kot so razdraženost, jeza ali nenadzorovano tvitanje, se posvetujte s svojim notranjim mirom ali zvite kable ter ugasnite internet. Pa brez zamere.